Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa. Pozdrav iz Domžal, iz tukajšnjega športnega parka ob Kamniški Bistrici. Prizorišče prve nedeljske tekme petega kroga Lige Telemach, Kalcer Radomlje Maribor. Šele njegova 7. tekma v prvi slovenski nogometni ligi, ampak mislim, da že veste, da je ta fant pred leti že na svojem debiju v prvi ligi dosegel gol. Zdaj še v dresu Gorice proti Taboru v Sežani. Največ je tule dovolj varno. Žogo vrnil Ažbetu Jugu. Precej sodelovanja v preteklih sezonah, predvsem s hrvaškimi ligaši. Karič proti Borisu. Burle. 1-1 z Mamičem. Gnjatič je varovalka. Brez pravega zaključka. V prejšnjem krogu pa so Radomljani v Celju izgubili 4-2, ko so se vrnili po zaostanku 2 golov. Davidovič in Geisler sta poskrbela za izenačenje. V zadnjih 15 minutah pa so Celjani dvakrat zadeli, tako kot so zdaj Mariborčani preko Arnela Jakupoviča. In v 29. minuti 1-0 za vijoličaste. Kdo drug kot Arnel Jakupovič? V trenutkih, ko se je zdelo, da so se Radomljani otresli mariborskega pritiska, ja, takšne stvari se seveda rade zgodijo. Ponudilo se je nekaj malega prostora, več za tale mariborski protinapad. Tule prepovedanega položaja ni bilo. Karič je lepo našel zadetka v 29. minuti po podaji Svena Šoštariča. Kariča pa Arnel je sledil prekršek nogometaša Radomelj. Karič lepo je našel Borisa. Burle. Veliko dinamita še ima Maribor danes na klopi. Burle pa sijajnim poizkusom tule Kobal in mislim, da tudi prečka. Še pol ure do konca tekme v Domžalah. Davidovič, Mozes ga spremlja, opazil ga je Davidovič. Tudi Marko Božič je opazil tole namero, potem pa zapravil žogo. Davidovič z težkega položaja v Sikoška. Mamic zdaj s predložkom, tole je nevarno. Malenšek strelja, izenačenje! Izenačenje v Domžalah, 61. minuta. Strelec Matej Malenšek. Veselijo se najzvestejši navijači Radomelj, tako imenovani mlinari. Veseli se seveda tudi Matej Malenšek svojega drugega prvenstvenega zadetka v tej sezoni. Enega je dosegel na gostovanju v Lendavi. Mariborčani, kot da so se malce preveč prepustili malodušju, bom rekel, po minimalni prednosti, ki so jo imeli. Takole je imel Mamič veliko prostora za predložek. Tule Karič je izbil pred Vučenovičem. V nadaljevanju te akcije pa sijajen sprejem Malenška in ob feti je poslal žogo mimo Ažbeta Juga v mrežo Maribora. Sezoni tudi že dvakrat strelec, ampak ne še v državnem prvenstvu. Proti Botevu in Univerzitate iz Krajove v evropskem pokalu je zadeval Jan Repas. Tole zdaj priložnost zanj, da zaposli Embino. Še nevarno, Sudani pa je žogo poslal prek vrat. Priložnost se je tule ponudila Mariborčanom. Sudani je zdaj začutil bolečino v zadnji levi stegenski mišici.
morali Celjani seveda gostovati v Celju, v drugem krogu pa je bila tekma prestavljena. Tule pa je zdaj dobrovoljca žoga zadela v roko in 11 metrovka za Maribor. V 85. minuti najstrožja kazen za vijoličaste. Golove črte, nekaj nervoze tule pred kazenskim prostorom. Bina se želi izboriti za čim boljši položaj v primeru, da bi prišlo do odbitka. Jakupovič strelja in Kobalj je ubranil 11 metrovko Arnelu Jakupoviču. Z nekaj dobrimi posredovanji, predvsem pa vrhunec le-teh. Tule zdaj priložnost za Kukovca, ki je sam pred vrati. Kukovec in zdaj Radomljani vodijo to na offside. Dvignjena zastavica Aleksandra Kasapoviča. Kakšen zaključek tekme v Domžalah, resnično prava drama. Najprej 11 metrovka za Maribor, ki jo je ubranil Kobalj. Vukasovič s predložkom, priložnost, še nevarno, zgrešil je potem Nino Kukovec žogo. Kdo je bil tisti, ki je poizkusil z glavo, kot kaže Knjatič. Še ena odlična reakcija Žbeta Juga. Tule poglejmo še enkrat. Ne, dobrovoljc je bil tisti, ki je poizkusil z glavo. Jug je bil na pravem mestu. Jakob Kobalj je zaustavil strel z bele pike Arnelu Jakupoviču. Darjan Slavic, čestitke bomo rekli za točko proti Mariboru, ki je v teh obračunih vselej favorit. Kako ste vi zadovoljni danes predvsem z odzivom fantov v drugem polčasu, potem ko ste po prvem še zaostajali? Pristop je bil že dober v prvem polčasu. Smo pa tam po golu kakih 10-15 minut rabili. Ampak reakcija v drugem polčasu pa je bila nadgradnja in zasluženo smo osvojili točko. Kako pa ste doživljali tiste dramatične trenutke ob koncu, najprej 11 metrovka Maribora, potem še vaš zadetek, ki je bil zaradi offsida razveljavljen? Pa v bistvu težko bi nam bilo zelo, če bi dobili z 11 metrovke gol, ker mislim, da smo se danes zaslužili z pristopom, bili smo kar bomo rekel, dejavni na igrišču in zaslužili smo s točko in hvala Bogu nas je to nagradilo. Po prijetem golu, po 11 metrovki pa je bilo zelo težko pobrati se. Darjan, odprli boste naslednji 6. krog državnega prvenstva, odhajate na Fazenerijo, prizorišče, ki ga vi zelo dobro poznate. Za vas kaj več motivacije? Pa ja, mislim motivacije, saj vedno isto, motivacija je vedno ista pri vsakih, ampak mogoče malo posebna tekma, dolgo leta sem tam preživel, ampak ja, tudi vedno, mi gremo na zmago. Najlepša hvala. Hvala. Ante Šimunža, točka proti Radomljanom, Maribor, kot vemo, vselej v vlogi favorita, je zaradi tega, ker ste osvojili, bomo rekli, zgolj točko, zapravili tudi 11 metrovkov prisotnega, kaj razočaranja? Nismo si zaslužili več. Glede druge polčasa, z vstopom v drugi polčas si nismo zaslužili več. Tako da popolnoma zaslužena točka Radomlja. Tako kot ste danes zagotovo šli z dobrimi občutki v to tekmo, po vsem tem, kar se je dogajalo proti Vojvodini, kakšen obet je to zdaj za nov evropski obračun, po drugi strani je seveda res tudi, da ste večino teh, bomo rekli, prvokategornikov nekako tudi prihranili, kar se moči tiče. Ja, stvar je v tem, da jaz pravim vedno, da smo ekipa ne prvih 11, ampak prvih 11 so tistih in v tem trenutku najboljši, ki začne tekmo. Tako razmišljamo z vsemi plusi in minusi, zato ker je več razlogov, zakaj menjamo kakšnega igralca. Po drugi strani pa igralci, ki dobijo priložnost, morajo tudi to priložnost upravičiti. Danes v večini primerov temu ni bilo tako. Zdaj Švedska, pa potem takoj večni derbi, še naprej naporen ritem. Najprej bomo analizirali današnjo tekmo, pogledali, kaj je bilo v redu in se potem pripravili na Evropo. Najlepša hvala. Hvala. Jakob Kobalj, čestitke za točko proti Mariboru, vam pa seveda za obranjeno 11 metrovko. Lahko rečemo, da je to zaenkrat vrhunec vaše članske kariere? Ne, mislim, da ni. Najprej bi se res zahvalil za čestitke, ampak ne, mislim, da sam dalje od tega, sam dalje.
Bolj sem mislil seveda na to, ker je bil to šele vaš drugi nastop v prvi ligi in že na drugi tekmi tale obranjena 11-metrovka. Ja, najprej bi se rad zahvalil štabu pa vsem, ki bi se verjeli v mene, da lahko grem na tekmo, da dobro branim. In v bistvu ja, zdaj na srečo sem šel v pravo smer, v pravo in obranil 11-metrovko in na koncu točka pred Mariborom je seveda velik uspeh. Seveda zdaj vroči Maribor, tako da sem vesel in ponosen na ekipo. Po polčasu ste še zaostajali, uspelo vam je priti do izenačenja. Imeli ste tudi vi seveda še nekaj priložnosti, da bi morda celo uprizorili popoln preobrat, ampak verjetno ste zadovoljni. Kakšen je bil dogovor o polčasu? Ja, prišli smo noter, mogli smo se zbrati, ker na koncu polčasa prvega so nam pač moči že primanjkljaje in tako da nam je trener samo rekel, da se zberemo in gremo drug polčas boljš in tudi to smo naredili. Smo se zbrali, dali ta gol. Škoda, da nismo dali še enega, da bi zmagali, ampak konec koncev sem vesel, da za to točko. Jako, hvala in še enkrat čestitke. Najlepša hvala. Blaž Vrhovec, vodili ste v polčasu z 1-0, zdelo se je, da nadzorujete potek srečanja, kaj je šlo potem narobe v nadaljevanju, da se iz Domžal proti Radomljanom vendarle domov vračate, bomo rekli, z vsega 1 točko. Ja, sigurno vstop v drugi polčas je bil z naše strani zelo slab. Pa se mogoče naseli neka nervoza, malo se izgubi kontrolo na tekmo in oni se prihajajo do nekih svojih situacij. Ampak na koncu smo imeli tudi mi to med žogo, tako da škoda, da nismo zauzeli vseh 3 točk, po drugi strani pa tudi važno, da nismo izgubili, da nadaljujemo ta pozitivni niz, da nismo izgubili in ja, vzamemo točko in gremo dalje. Se vam zdi, da ste bili kot ekipa malce izpraznjeni, morda tudi zaradi vsega tega, kar se je dogajalo proti Vojvodini, tudi zaradi tega veselja? Ne nazadnje pa vas zdaj še čakata 2 znova zelo pomembni tekmi, Djurgården in takoj večni derbi. Pa ne vem, mislim, da ne. Mislim, da kdorkoli igra v tem klubu se mora zavedati, da je vsaka tekma, sploh v prvenstvu, da je to treba zmagati in vsakič, ko tega ni, je to slabo, tako da zdaj se zgovarjati na karkoli drugega je brez veze, tako da mislim, da nas je 9 tistih, ki nismo začeli igrati, tako da neka izpraznjenost, neka utrujenost, ne vem, no. Jaz to ne jemljem kot izgovor. Najlepša hvala za pogovor in veliko sreče. Hvala.